650 tekmovalcev iz 30 držav se v sosednji Avstriji že včeraj meri v poklicnih spretnostih. Danes je tam tudi naša Neža. Neža, si ti mogoče ravno na kosilu, tole za tabo ne izgleda ravno kot tekmovanje? Zdravo, Katja, zdravo infodramovci. Naj vas tole ozadje ne zavede, ne nahajamo se v restavraciji, ampak na tekmovanju Euroskills, ki je tokrat organizirano v Gradcu. Za nami je že skoraj drugi tekmovalni dan. Mladi tekmovalci imajo namreč le še slabo uro časa, da postorijo vse, kar so si zadali pred jutrišnjim zadnjim tekmovalnim dnem, ko morajo svoje izdelke in naloge dokončati. Vse spremlja zelo stroga žirija, ki bo jutri zvečer tudi sporočila, kdo so tisti najboljši. Mladi se namreč merijo v več kot 40 panogah in v 9 izmed njih tudi 11 slovenskih tekmovalcev. Vsem tekmovalcem, ne glede na to, odkot prihajajo, pa je skupno to, da morajo izpolnjevati enega izmed 3 PCT pogojev in pa še to, da si seveda želijo čim bolje odrezati na svojem poklicnem področju. Euroskills mi pomeni odskočno desko za moj poklic. Na tekmovanju sem prvič. Tekmujem v panogi IKT, telefon in da ti recimo prideš na internet oziroma tako imenovan Google, za tem stojimo mi. Tukaj so predvsem zato, da pokaževa, da smo tudi Slovenci zelo močni na tem področju. Lahko dobim boljšo službo, mogoče tudi v tujini. Trenutno sem zaključil z okvirjem za okno oziroma podbojem. Zelo sem zadovoljen s tem, kar sem naredil, tako da se veselim naprej dela. Opraviti moramo 6 nalog in mislim, da bo najtežji izziv poročni šopek. Trenutno je za nama polovica tekmovanja in nam gre presvetljivo v redu. Tekmovanje mi je tako ena nova izkušnja, hočem čim več iz tega potegniti. Moji cilji so zlata medalja. Medalja bo. Med občinstvom tukaj na tekmovanju Euroskills pa je tudi veliko infodromovcev, ki se še odločajo o nadaljnjem izobraževanju. Mojstri in mojstrice na področjih, ki so prikazani tukaj, so namreč zelo iskani. In če se recimo v Sloveniji odločite za izobraževanje za kamnoseka ali pa slaščičarja, lahko tudi pridobite posebno štipendijo. Torej, če se še odločate, vabljeni tudi jutri v Gradec. Adijo! Hvala, Neža. Navijamo pesti za naše.